Krožno gospodarstvo je model, znotraj katerega materiali krožijo in se jih ponovno uporabi. Z inovativnimi rešitvami predelav in obdelav materialov se tako ustvarja nove proizvode, iz njih nove materiale, posledično pa se ustvarja nove prihodke, s katerimi bosta občini zmanjšali lastne stroške. Ljubljanski model temelji na predelavi invazivnih rastlinskih vrst. Trije stebri, na katerih bomo delovali, je izobraževanje javnosti, to se pravi naredi sam. Izobrazili bomo ljudi, da bodo lahko sami na vrtu prepoznavali te rastline, jih tudi ustrezno odstranili in predelali. Če tega ne bodo znali sami, bodo lahko prišli v naš center ponovne uporabe, v našo lesno ali pa papirno delavnico in bomo to naredili skupaj. Lahko pa bodo te rastline oddali tudi v zbirne centre in bomo potem mi sami predelali te rastline in jih potem tudi prodali in s tem financirali delovanje tega modela. Najprej pa je bilo problem invazivnih rastlinskih vrst v mestni občini Ljubljana potrebno prepoznati. V sodelovanju z biotehnično fakulteto, ki nas je na to opozorila in tudi s tem, ko smo začeli urejati naše okolje, naše parcele, ki so bile recimo v zelo slabem stanju. In smo takrat ugotovili, da so gor rastline, ki so tudi škodljive za ljudi. Mariborska občina je svoj potencial krožnega gospodarstva prepoznala v predelavi odpadkov za izdelavo novih vrst zemljine. Ta zemljina bo potem uporabljena za ozelenitev javnih površin ter na vrtičkih. Vzpostavljeno bo približno 7400 kvadratnih metrov novih vrtov za občane Maribora. V drugem delu pa se bo zemljina testirala na razne inovativne možnosti uporabe. Pri čemer bo glavni cilj projekta certificirana zemljina, ki bo varna in primerna za nadaljnjo uporabo. Pri mariborskem modelu krožnega gospodarstva gre za edinstven model, ki je v Evropi pravzaprav unikaten in je namenjen predvsem občanom. Prebivalci bodo imeli po eni strani večjo količino vrtov, po drugi strani se bo dejansko izboljšala dostopnost do urbane hrane in pa tudi na voljo bodo imeli to zemljino, vsaj v času trajanja projekta bo ta zemljina brezplačno na voljo. V odličnost projekta in inovativnost obeh sodelujočih občin je prepričan tudi podžupan mestne občine Maribor, ki v izvedbo projekta ne dvomi. Pomembno je, da, ko se že povedal tudi uvodoma, da nekaj, kar je bila nekoč teorija, zdaj prehaja v prakso in seveda tu smo dokazali obe mesti, se pravi in Ljubljana in Maribor, da smo med najboljšimi v Evropi, to nas so nam priznali drugi in tukaj ni drugega, kot pa na tem projektu delamo, dobili smo evropska sredstva in tukaj ni nobenega dvoma o tem. Današnji dogodek bi lahko opisali kot zgodovinskega, saj sta bila projekta obeh mest izbrana med 16 od 206 prijavljenih. Oba podžupana sta prepričana, da je krožno gospodarstvo prihodnost našega delovanja in bivanja, saj naj bi po nekaterih izračunih zelo kmalu kar 70% prebivalstva živelo v urbanih okoljih. Ljubljana je za 3-letni projekt Aplavz pridobila dobre 4 milijone evrov, Maribor pa za projekt Urban Soil for Food dobre 3 milijone evrov. Pilotna projekta in rešitve bo kasneje mogoče prenesti tudi v druga urbana okolja.